Janez Slapar as acting chief of the Republic Territorial Defense Headquarters. This was followed by the nomination of new commanders for the Regional Territorial Defense Headquarters. This was then the members of the 30th Development Group of the Territorial Defense stood in formation for the first time. The unit, which was later renamed the Morris Brigade, was commanded by the Chief of the National Defense Maneuver Structure, Anton Krkovic. The formation took place on December the 17th, 1990, a week before a plebiscite was held for a sovereign and independent Slovenia. During this event, the president of the new Slovenian government made his famous statement: "We can feel the spirit of the Slovenian armed forces in the air." The tactical exercise, Premik 91, was held to test the readiness for a possible attack. During this exercise, a large-sized territorial defense maneuver unit carried out a movement from the Primorska to the Dolenjska region. One of the key issues which provoked the main disagreements between the Yugoslav federal government and the Slovenian Republic government was related to the location of conscripts doing their obligatory military service. Prve aktivnosti so se začele v juliju leta 1990, ko se je iskala rešitev za služenje vojaškega roka nabornikov iz Slovenije v 5. vojaškem območju. Takrat je Skupščina Republike Slovenije pripravila zahtevo za predsedstvo SFRJ in iskale so se tudi druge rešitve, ker se je pričakovalo, da predsedstvo te zahteve ne bo sprejelo. Takrat so nastale prve ideje o tem, kako bi usposabljali vojake v organizaciji republiških organov izven JLA. Istočasno je bil sprejet tudi sklep, da delovna skupina ni zadostna organizacijska enota, da tako zahtevne naloge realizira, in se je začela formirati nova organizacijska enota, poznejša prva uprava republiškega sekretarijata. Ta uprava je od začetka leta pa do 15. maja izvedla vse potrebne priprave, da je zagotovila izbor kadrov, ki so usposabljanje vodili, pripravila programe, potrebno je zagotoviti bilo uniforme in še veliko teh aktivnosti. No, in to je bilo uspešno narejeno, čeprav so nekatere uniforme prihajale z zadnje minute, ampak naborniki, ki so prišli 15. maja v IK in Pekre, so bili priskrbljeni in usposabljanje se je lahko začelo. Smo na strehi Doma obrambne vzgoje v Mariboru, v Pekrah točneje, kjer je zdaj učni center Slovenske vojske. Danes je prišel tukaj dopoldne do precejšnjih zapletov. Dom so obkolile enote Jugoslovanske ljudske armade in ravno kar zdaj je ura 14 in 19 minut, so prišle nove oklepne enote Jugoslovanske ljudske armade, ki so obkolile ves ta dom in tukaj potekajo pogajanja. Že pomladi leta 1990 sem slovenskemu političnemu vodstvu in tudi Slovenkam in Slovencem zagotovil, da bo teritorialna obramba v primeru potrebe z orožjem zavarovala samostojnost Slovenije. Takratne obrambne sile je sestavljala teritorialna obramba in slovenska policija in seveda velik del civilne strukture, ki se je pripravljal tudi na osamosvojitev. Jugoslovanska armada je na slovenskem prostoru štela več kot 22.000 mož. V vojno so bile vključeni tudi potenciali armade zunaj slovenskega prostora in vojaško letalstvo. Na območju Slovenije je bilo v 10 dneh več kot 72 oboroženih bojev. V teh bojih je teritorialna obramba skupaj s policijo dosegla zmago. Zmaga je bila rezultat učinkovitega vodenja in poveljevanja in sodelovanja obrambnih sil in civilnih struktur. Obrambne sile so z manevrom manjših enot izvajale bojne spopade na celotnem slovenskem prostoru. Teritorialna obramba pa je v tej vojni lahko zmagala samo zaradi dolgoletnih priprav in zaradi njene pripadnosti Sloveniji in slovenskemu narodu. On October 26, 1991, General Janez Slapar
reported to the President of the Republic of Slovenian Presidency, Milan Kučan, that the last Yugoslav People's Army troops left the port of Koper. This started the transformation of the territorial defense from a wartime to a peacetime structure. Temeljna naloga je še vedno ostalo usposabljanje nabornikov, vendar se je že takoj na začetku pokazalo, da je potrebno organizacijo dopolniti predvsem z rodovskimi enotami, zlasti artilerijo, inženerijo, letalstvom in zračno obrambo. Temu primerno je seveda bilo potrebno organizirati enote in jih popolniti z sodobno tehniko. Bistvena težava v tem je bila ta, da je neposredno ob Sloveniji še vedno divjala vojna na Balkanu, da je bil v veljavi embargo, ki je prepovedoval uvoz orožja v Slovenijo in v takih primerih je pač potrebno prilagoditi svoje potrebe dejanskim zmožnostim. Po letu 1994, ko je Slovenija postala članica Partnerstva za mir, se je začelo tako imenovano prilagajanje naše organizacije in naše strukture tudi strukturi NATO vojska. Tudi usposabljanje se je v tem pogledu precej spremenilo in tako imenovano uvajanje partnerskih ciljev je omogočilo Slovenski vojski, da je pridobila potrebne izkušnje, potrebno znanje, ki je bilo zahtevano za izpolnjevanje pogojev za vstop v NATO. V 3 letih, ki so bila na voljo, je Slovenska vojska doživela velik napredek, vendar prva razširitev je z političnih razlogov seveda šla mimo Slovenije, Slovenska vojska pa je nadaljevala z razvojem in v letu 1998 pravzaprav dosegla tisti kritični trenutek, ko je prišlo do enega zelo velikega preoblikovanja Slovenske vojske, torej vojsko smo oblikovali po načelu NATO držav in jo kot tako seveda tudi pripravili za naslednja pogajanja za vstop v NATO. At the end of the 1990s, a range of events marked the Slovenian armed forces. The conviction prevailed that the comprehensive development of Slovenian armed forces personnel must provide for a smooth transition from civilian status to a member of the armed forces and ultimately from the military into the international environment and vice versa back to civilian life. All armed forces make people, their education and their training the first priority. V tistem obdobju je bilo za Slovensko vojsko značilno, da dejansko je bila velika neuravnoteženost med temi 3 dejavniki, kar ne pomeni, da je to bilo nujno slabo v vsakem pogledu. No, to smo reševali tako, da smo pač v vodstvene time na posameznih nivojih poveljstev združevali ljudi, ki so imeli pač različno izobrazbo, nekateri so imeli fakultetno, nekateri iz vojaških akademij, nekateri tudi izobrazbo in usposobljenost v tujini in smo dobili tisto pomembno in potrebno kvaliteto za naše delovanje.